V tem videoposnetku ti predstavljam eno dejavnost, eno vajo, s katero spodbujamo dojenčkov razvoj in to v tolikšni meri, da bogatimo številne njegove izkušnje in pa tudi določena znanja. S to vajo pri dojenčku spodbujamo 3 pomembne lastnosti, ki mu bodo v življenju zelo prav prišle. Prva je samozavedanje, ki ga pridobiva že s tem, ko se premika in raziskuje po prostoru. Druga samostojnost, ki se jo ravno tako uči s tem, ko sam nekaj doseže, na primer igračko pred njim, in pa tretja zaupanje. Tukaj je mišljeno recimo zaupanje v nas, ko mu pomagamo pri doseganju določenega cilja in dojenček spozna, da mu je z našo pomočjo nekaj uspelo. Vajo, ki vam jo želim predstaviti, sem poimenovala seganje za igračko. Sestavimo pa jo lahko na različne načine, odvisno od zmožnosti našega dojenčka. Predstavljam ti številne pozitivne lastnosti, ki izhajajo iz te vaje. Prva je trebuščkanje. Zelo dobro je, če je dojenček vsakodnevno na trebuščku. S tem krepi hrbtne mišice, mišice ramenskega obroča, krepi nadzor nad glavico in tako naprej. Druga je napor. Zdaj, zakaj napor? Napor je beseda, ki zveni neprijetno. Ponavadi jo povezujemo z nečim negativnim, z nečim, česar bi se vsi najraje izogibali. Vendar je napor izredno pomemben in celo zaželjen, saj dokazano izboljšuje napredek in pa deluje pozitivno tudi na otroka. Kaj to pomeni? To na primer pomeni, da igrača, ki je dosežena z enim naporom dojenčka, več velja in pri dojenčku sproži pozitivna čustva, krepi njegovo samozavest, krepi njegovo samozaupanje in mu tudi omogoča, da bo naslednjič še poskušal. Tretja zelo pomembna stvar je orientacija v prostoru. Vsak gib, ki ga dojenček naredi v prostoru, se zapiše v njegove možgane. Tam se shrani in čaka na naslednji korak. Naslednji korak je ta, ko dojenček zopet poskuša in napreduje. Verjamem, da vsi poznate tisti občutek, ko se dojenček en dan na primer sam postavi na kolena, pa nazaj dol, pa zopet na kolena, pa nazaj dol. Naslednjega dne pa na kolenih dela že korake naprej in mi se čudimo, kako hitro je napredoval. Sedaj pa k izvedbi vaje. Z najmlajšim dojenčkom začnite tako, da mu podložite trup in ga motivirate z njegovo najljubšo igračko. Tako mu olajšate trebuščkanje in mu date možnost, da se začne zanimati za stvar. Dojenček si bo avtomatsko zaželel gibanja. Ko opazite, da je aktiven, mu pomagajte tako, da mu podprete podplate z vašimi dlanmi, od katerih se bo lahko odrival. Vajo lahko izvajate tudi direktno z malo trše podlage in vedno bodite pozorni na razdaljo med igračko in dojenčkom. Svetujem, da mu jo za prvi poskus postavite čisto blizu dosega, kasneje pa postopoma odmikate dlje. Ne pozabite, da se dojenček zanjo mora potruditi, še vedno pa mora biti igračka dovolj blizu, da ne izgubi zanimanja zanjo. Z malo starejšimi dojenčki lahko vajo nadgradite z dodatkom obračanja, tako kot prikazuje video. Svetujem, da se pri izvajanju vaj zanašate na svojo presojo, saj dojenčka najbolje poznate in točno veste, kje v razvoju je. Želim vam prijetno izvajanje vaj!